Sedaj pa ne, zelo zanimiva tema je pred nami. Naslednjih 12 minut bomo v današnji oddaji, ko koledar kaže 12. namenili številkam. Kako jih lahko razumemo, če za trenutek pozabimo na klasično matematiko in v njih prepoznamo še kaj več kot zgolj to, kar v njih vidimo skozi naš Ta števila sešteva, odšteva, množi in tako naprej. Numerologija pa v številih vidi poseben pomen in iz današnjega datuma dvojnega števila 12 lahko tudi razbere sporočilo. Res je, in o tem bomo debatirali z našo gostjo na kavču, nekako svojo usodo v 12 minutah, ki sledijo, že preračunava numerologinja Lili Sorum. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako vam kaže? Meni naslednjih 12 minut izvrstno, pa vama? Pa še boljše. Sva napela ušesa, ampak če začnemo na začetku, kaj pravzaprav je numerologija? Numerologija bi na začetku podarila ni šlaganje. Se pravi, jaz ne moram točno vedeti, kaj se bo naslednjih 12 minut zgodilo, lahko pa razlaga določeno obdobje glede na števila. Isto pa nam pomaga tudi pri razumevanju naših karakteristik, kar je pa mogoče največja razlika med numerologijo in astrologijo in podobnim vedam, je pa to, da preučuje tudi naše ime. Se pravi, sprememba imena, izbira imena za otročka, vzgoja otročka in tako naprej, da pa mogoče še neke dodane vrednosti, o katerih se pa manj govori. Za matematika je enostaven izračun, ne? 2 plus 2 je 4 in tukaj se nekako ta operacija konča. Pri vas pa se za to štirico šele začne. Res je. Na kakšen način? Zdaj, če pogledamo morda današnji datum, 12. Pa če dodamo še 2022, imamo torej 4-5, dvojk. In ogromno kombinatorike. Se pravi, je leto, pa je končnica leta posebna, pa je mesec, pa je dan, pa je en seštevek, pa je drug seštevek. Se pravi, ta 2 plus 2 je zelo enostavna enačba, primerljivo z izračunimi numerološkimi. Je pa pri 12 tako, enka je tista, ki simbolizira nas. Se pravi, kje smo mi in do kam mi puščamo, da ljudje prihajajo. Dvojka pa tista, ki povezuje. Se pravi, sta si energiji malo kontradiktorni. Zdaj, če to združimo v 12.12.2022 kot mojstrsko leto, v današnjem dnevu bi se lahko pojavili izzivi tega, do kam puščamo ljudi, kje mi postavimo mejo in kje smo pa morda malo pregrobi v temu. Ker včasih smo predolgo časa tolerantni, pa potem eksplodiramo, kako zdaj mi skomuniciramo pravzaprav svoje meje. Kaj pa pravzaprav nam lahko povejo številke? Lahko tudi napovejo kakšne dogodke ali ne? Napovejo energijo. Zdaj, kaj pa mi s to energijo naredimo, je pa naša svobodna volja. Zaprav, mi smo lahko geni, pa če sedimo na kavču in se ne premaknemo in nimamo takole globokih pogovorov na kavču, pa gledamo limonade, seveda ne bomo dosegli tega nivoja. Lahko nam pa zelo pomaga razumeti naše karakteristike, naše, kot ste prej rekel, usodo, se pravi, kaj je tisto, kamor nas bo življenje slej kot prej usmerjalo, naše karmične zapise, se pravi, zakaj se nam neke neprijetne stvari ponavljajo, pa imamo mogoče občutek, da smo v začaranem krogu, kaj so naše lekcije, česa se učimo, seveda tega ne znamo, ker je sploh pri vzgoju otrok, pa mogoče tudi pri kombinatoriki partnerjev zelo pomembno, da sploh znamo razumeti, kaj bomo mi s tem naredili. Ali bom zdaj jaz, bogi, jaz, nič ne moram, ker to je moja karma, ali bomo rekli, aha, končno zdaj razumem, zdaj bom pa nekaj spremenil. Tako da zelo veliko je od nas odvisno, numerologija nam pa predvsem lahko pomaga to razumeti. Kakšne energije pa je prineslo leto 2022, kot ste rekli, to je bilo mojstrsko leto, je pa bilo veliko tudi ženstvene energije. Tako je, zaradi seštevka 6, se pravi ženstvena energija bo v spredju, vsak posameznik pri sebi, kako zdaj to svojo ranljivost, čustvenost doživlja, kako jo izraža, zelo veliko je bilo tega, seveda potem tudi v medsebojnih odnosih odraženega in pa nasplošno, če pogledamo v svetu, pa je bila debata o splavu, pa kaj se dogaja ženskam v Iranu, leta 2022 še vedno. Tako da ja, ta ženstvena energija je bila seveda zaradi tega mogoče tudi, bom rekel, malo grobo napadena. 2022, to se pravi, kako pridemo do šestke, 2 plus nič plus 2 plus 2. Kaj pa prihodnje leto? Recimo, če je bilo leto 2022 za nas težko, bo 2023 kaj lažje? Tako bi rekel, 2022 je bilo mojstrsko leto. Noben mojster ni postal mojster čez noč, ampak so bile težke preizkušnje, ki so nas do tja vodile. Če bomo znali te nauke vzeti s sabo, bo leto 2023 fantastično, ker gremo v leto 7. Leto 7 simbolizira ravno osebnostno rast, duhovno rast, dvig kvalitete. 7 palčkov je bilo. Res je. Pravično število. Pa snegučica. Torej tudi misticizem, tudi pravličnost, vse to prihaja v naslednjem letu, ampak seveda, če znamo mi potem s tem handlati. Ja, do konca leta je še 19 dni, če smo prav izračunali, glede na to, da je bilo to super volilno leto.
se lahko še kaj zgodi, lahko še doživimo kakšen pretres do konca leta? Absolutno. Glede na to, da šestica je zelo čustvena, zelo emotivna, tisti zadnji vplivi šestice bodo še prisotni, zapravo se bomo mogoče še malo bolj strastno odzivali na stvari. Sedemko se pa tudi že čuti, a ne? Sedmica pa je vsekakor, ker simbolizira resnico, prinaša tudi določene okostnjake, bom rekla, in informacije, katere so bile sprva mišljene, da bodo zavedno skrite. Tako da pustimo se presenetiti. Dejali ste, da je bila letos v sporedu ženska energija. Kateri dogodki pa so po vašem mnenju letos bili povezani s to žensko energijo, ki so se mogoče ravno zato zgodili? Bom rekla tudi pogovor o tem, kje je mesto ženske. Vse več je žensk v politiki, tudi pri nas. Vse več je tega, da se ženski prisluhne, brez da bi se mogla truditi za to. Prej sem že omenila Iran, pa sem omenila recimo splav in tako naprej. Če gledamo na svetovnem prizorišču, je to mesto ženske vseeno prihaja na nek drug nivo. In se mi zdi, da je zelo pomembno tudi zavedanje, da se ne borimo med seboj, da naj ne gre za boj med spoloma, ampak za neko skupno pot. 23. decembra bo prisegla nova predsednica države. Zdaj lahko glede na ta datum napoveste, kakšen bo njen 5-letni mandat, ali je to nemogoče? Napovedati točno, kakšen bo, je mogoče vedeti treba več. Ja. Je pa tako, gre v leto 3, se pravi za njo bo zelo ustvarjalno leto. Mnogo več kreativne energije bo okrog neko, ker bo recimo letos. Več bo izražanja sebe, bolj bo prišla tudi sama ona, bom rekla, do izraza, dobesedno. Tako da jaz mislim, da vsaj prvo leto bo še zelo barvito. Torej, v bistvu, če morda konkretno pogledamo, glede na to, kaj nas čaka na političnem področju, če morda pogledamo, kaj čaka premierja, Robert Golob. Tako, mislim, da imamo tudi grafiko pripravljeno. Datum, pripravljen. Kaj v bistvu, oziroma morda samo za začetek poveste, kako se izračuna tisto število, naše število, glede na rojstni datum? Se pravi, ena stvar je leto kot leto 2024 je 7, za vse nas globalno je 7. Vi imate pa svoje osebno numerološko leto, ki ga izračunamo z datuma, meseca in pa letnice. Se pravi, če pogledamo gospoda Goloba, 23. januar plus 2024. On stopa v leto, ki bo veliko bolj resno postavlja gradnike. On je bil pa letos v trojki, se pravi, letos prišel veliko bolj do izraza, je bil veliko bolj v središču, veliko bolj, bom rekla, na nek način ustvarjalen in intenziven. Drugo leto pa postavlja neke nove temelje, 4 temelje svoje nove hiše. Tako da odločitve, ki bo v naslednjem letu sprejel, bodo definitivno dolgotrajne. Kaj pa predsednica državnega zbora, gospa Urška Klakočar Zupančič, letos je že razburjala z določenimi svojimi izjavami, konec koncev tudi dejanji, in tudi na grafiki vidimo, da dober letnik rojstva ima, moram reči. Eden boljših, ostanimo pri tem. Kako bo? Bom dodala, da tistega leta sem rekla tudi jaz. No, evo, najboljši letnik tukaj, v studiu. Izvrsten letnik. Ali bo leto 2023 kaj umirilo, ali bo še bolj dvignilo? Ne. Ona gre pa v petko, se pravi v leto sprememb. Petka nam vedno prinaša potrebo po svobodi in po temu, da nismo omejeni. Jaz mislim, da ona sama sebe ne omejuje že tako in da bo nek svež vetrič tega, kje so meje, kdo smo, kje se omejujemo sami sebe. Opozorilo za njeno leto je pa edino to, da stvari, ki se naslednje leto pričenjajo, se bodo pred koncem leta spremenile ali pa ne bodo trajne. To pomeni, kadarkoli smo v petki, preizkušamo, poskušamo, se pravi, tudi smo malo bolj predrzni kot sicer. Tako da, če zelo po domače rečem, na splošno je to leto, ko smo tudi malo najstniki, ki je hitro vse ne. Tako da bo zanimivo leto, kar se nje tiče, brez skrbi. Ja, seveda ne moremo mimo vodje opozicije Janeza Janše, kaj mu kažejo številke. Bo to spet njegovo leto, zdaj vidimo 17. september 1958 je njegova letnica. On pa stopa v leto 6, se pravi, znova 6 smo prej rekli ženstvena energija. Bolj vase obrnjena energija pa njega sebe. Se pravi, njega bo življenje vedno znova nekako obračalo nazaj k sebi, v odnosu k sebi in kako projicira potem svoj odnos, naklonjenost, čustva drugim. Se pravi, veliko bolj družinsko usmerjeno leto, je pa šestica zelo ambiciozno leto. Se pravi, ne bo sedel križem rok. Ne bo sedel. Kaj pa nova predsednica? Prej smo že omenili priseže, mislim, da 23. decembra. Se pravi, kreativno leto, ustvarjalno, veliko idej, veliko zamisli, veliko prebliskov, je pa šele začetek. Treba se zavedati, da kadarkoli smo v tem obdobju, to čas, ko smo polni idej, zagona, vse bi naredili, ni pa nujno še tega poriva ali pa časa za dejansko realizacijo. Tako da mogoče z malo potrpežljivosti, ker rezultati ne bodo takojšnji, pa tudi mogoče prvi odzivi še ne
ne bodo tisti, ki bodo pravilni, bom rekla. No? Včasih res rabimo dati malo časa osebi, da se sploh znajde, da se sploh vidi, kam nekaj pelje. Kaj pa denimo za naslednje leto kažejo številke glede politične scene? Se bo kdo ponovno vrnil na njo? Bodo kakšne spremembe? Slovenija absolutno se obetajo spremembe. Slovenija stopa v leto 2, dvojka simbolizira povezovanje, kar se mi zdi, da bomo videli prvič v zgodovini tudi povezovanje sicer prej nezdružljivih konceptov, karkoli to pomeni. In zdaj ne govorim samo o političnem prizorišču, govorim o tem, da to, kar mogoče smo prej doživljali kot zelo belo ali zelo črno, bo zdaj prihajalo v neko sivino. Letošnje leto, se pravi 2022, je bila enka, nove poti, nove zamisli, veliko je bilo vloge mladih, smo rekli, in se je res temu tudi potem tako odvijalo. Drugo leto se pa povezujemo in veliko bolj umirjeno leto bo. Mogoče si bomo tudi lažje prisluhnili, več časa vzeli zase in svoje drage, ki si ga mogoče letos nismo. Energije so zelo pomembne, ne, pri numerologiji in pri vseh stvarih. Kako pravzaprav jo odkriti? Kako se povezati s tem univerzumom energijskim? Jaz zelo verjamem v to, kar pravi, odgovori so v nas, a ne? Mogoče preveč iščemo izven nas. Tudi numerologija konec koncev je veda. Jaz ne ugibam, kaj je 12, jaz vem, kaj je 12. Koliko sem zdaj dober numerolog, da vem, kaj to v 2022 pomeni, je pa drugo, a ne? Predvsem sebe poslušati. Jaz mislim, da prihodnje leto nam to prinaša. Poslušajmo sebe. Nekaj, kar je za vas izvrstno, je za vas lahko super, pa za meni in obratno. Se pravi, to bistvo sebe najdati, pa biti do sebe iskreni. Ker v končni fazi tega nam zelo primanjkuje. Pa so kakšni datumi v prihodnjem letu, na katere moramo biti še posebej pozorni? Absolutno 7.7. 7.7. Ta sedmica nas bo zelo spremljala. In pa vsak mesec 11. 11 je tudi mojstrsko število, ki simbolizira našo intuicijo. Tako da mogoče, če bi si to zapomnili, kaj so tisti približki, ki jih dobimo 11. v mesecu, pa karmična števila. 13, 14, 16, 19 na te dneve. Tako kot veliko govorimo o retrogradnem Merkurju, to so tudi dnevi... Kar naprej je tam Merkur. Skozi. On tako grobo pleše, kot Michael Jackson, skozi gre v likvrc. To so podobni datumi, na katere se ni fajn življenjske stvari odločati, podpisati pogodbe, poročiti in tako naprej. Verjetno pa je seveda najbolj pomembno, da si znamo izračunati svoje število in potem na podlagi tega tudi delujemo oziroma nas vsaj to usmerja. Tako. Si ti že izračunala svoje število? Nisem, čeprav mislim, da sem 2. No, loti se. Hvala lepa za vsa pojasnila in seveda tudi vam čim bolj uspešno leto 2023. Loti se računati od numeroloških števil pa k drugačnemu štetju. Šteli bomo namreč vaje in ponovitve, ki jih bomo naredili.